Velikokrat imamo občutek, da danes testiramo samo še električne avtomobile ali pa križance. Dostikrat kar kombinacijo obojega, mi pa želimo nekaj za dušo. Nekaj športnega ali elegantnega. Nekaj, kar nam dvigne srčni utrip že samo ob pogledu na pločevino. In evo, k sreči se še najdejo taki avtomobili. Danes že zelo redko, ampak tu je Mercedes-Benz CLE Coupé. Pride tudi različica Cabrio za vse, ki ste raje zgoraj brez, ampak meni je tale bolj všeč. Z dolžino 4,85 m je CLE Coupé po velikosti bliže prejšnjemu E-Coupé, z obliko in tehniko pa C-Coupé. Čeprav ima Mercedes-Benz bogato zgodovino, v kateri so tudi coupeji igrali pomembno vlogo, je danes očitno prostora samo še za dva. Sami sicer pravijo, da za 4, ampak mi 4-vratnega CLA Coupé in 5-vratnega AMG GT 4-door Coupé ne štejemo med njih, ker prava oblika coupeja je samo to, s točno toliko vrati, kot jih ima ta. In seveda ima dolg pokrov motorja in streho, ki se elegantno spušča proti zadku. Pa še vrata brez okenskih okvirjev, kot jih ima tale, zato si ime Coupé res zasluži. To pomeni, da je okolje moderno, dva velika zaslona, eden za digitalne merilnike, drugi za multimedijo, ne manjka niti projekcijski prikazovalnik, vse skupaj je čist digitalno, ambientalna osvetlitev je pa tak močna, da imam občutek, da sem v Las Vegasu. Materiali so prijetni, čeprav tu in tam še kako z plastike malo zaškripa. Drugače pa je tule spredaj dovolj prostora in sedim na zares finih sedežih. So take totalno hude barve, varnostnega pasu pa ne rabim iskati, ker se mi ponudi sam. Zadnje je pa... Halo! Pa kako pa ti to delaš? Je zadnjo klop testiram. Mislim, a ne bi to prej povedal? Ne bo taka boječka. V glavnem, tukaj zadnji se sedi tipično kupejevsko. Zdaj, če niste glih Luka Dončić, bo tudi za nogice dosti prostora, potem, ker za glavo, se pa že jaz tiščim noter. Tako da, če kleje velikokrat voste potnike, bo veliko boljši limuzinski E. Tale je pa kljub solidnemu 420-litrskemu prtljažniku namenjen bolj uživanju voznika, pa sopotnice. Tako da, Istok, ti pa ven grem jaz naprej, ker lepo sam. Ja, se grem, ja. Nočem biti njegove sopotnice. Pravi novi coupeji so v letu 2024 res redki in sem po svoje prav vesel, da lahko spet kakšnega vozim. Sem vedno razmišljal, da so to takšni mal egoistični avti. Veliki zunaj, noter je pa dejansko udobno sam za dva. Če se hoče še kdo peljati zadnji, ne pač malo potrpi ali pa ostane doma. Njegov problem. Saj ni toliko hudo, v Mercedesih je vedno fajn sedeti, ampak v tem še posebej tukaj, spredi. Ker so, kot je Istok že prej rekel, nekako združili dva avta v enega, se temu med vožnjo zelo pozna, da je velik. Tudi težek, prazen tehta 1855 kg, pa ima samo 4-valjni motor. Vse v resnici ni samo, ker je sam motor zelo dober. 2 litra delovne prostornine ima in turbino, pa še majhen elektromotor za pomoč pri napajanju in malo pri pospeševanju. Tako da imate skupaj moč 190 in 17 kW, kar je 258 in še 23 konjev po domače. Tudi zvok je malo rezek pri pospeševanju, da je vsaj malo športnosti, ki jo pričakuješ od coupeja. Ni pa to neka marcina za rezanje ovinkov. Najprej ga malo omejuje počasen menjalnik, ki je odličen med umirjeno vožnjo, ampak skupaj s hibridnim sistemom včasih rabi preveč časa, da požene avto, ko na polno pohodaš. Moram pa pohvaliti, da se zelo konkretno premika. Končna hitrost je 250 in pospešek do 100 samo 6,2 sekunde, kar za tako velik avto z 2.0 motorjem sploh ni slabo. Plus 4-kolesni pogon ima, da takole lepše vleče ven iz ovinkov. Nos je tukaj težek. Je zelo lepo, da je havba dolga, ampak se pozna, da če si prehiter ovinku, bi šel rajši naravnost, kot pa po tračnicah levo ali pa desno. Spet mi je všeč, da je volan lepo obtežen, da ni premehko vse skupaj, ni pa na njem toliko dobrega občutka, da bi res v vsakem trenutku točno vedel, koliko dobro grab ta sprednji gumi. Seveda ni z vsem tem prav nič narobe, avto sem ocenjeval z vidika nekoga, ki išče mogoče malo več, mogoče celo preveč dinamike in takšen najrajši izbere BMW 4. Za vse ostale, ki sicer želijo hitro mašino, obenem pa uživajo v udobni in sproščujoči vožnji, bo pa tole kar ta prav stroj. Elegance mu ne manjka, udobja sploh ne, to sem pozabil povedati, da ful lepo požira neravnine na cestah, pa ful lepo tiho je noter.
Zelo prijeten potovalnik je, sploh ne vidim težave, da grem z njim 1000 km delat samo na kavico. Saj me ne pijem, tako da ne bom šel zdajle. Ja, dobro, pa gremo na deci, če nočeš kave, ne? Ni še taj za to vico, no? Dobro, porabo si pozal povedati. Okoli 9 litrov, kar se mi zdi čisto pričakovano od bencinarja, ne? Ja. Moram pa reči, da mi notranjost ni toliko všeč, ker ne paše to k temu A avtu. ti ni fajn, da ti tako fajn sveti skozi Ne, glavo? njih to vemo. Ha? Plus to, da nima skoraj nobenega te pravega gumba noter. Dobro, Lahko bi imel, glede na to, da je taka eleganca zunaj pa vse skupaj, bi mu tudi noter bolj lahko sledili temu. Dar, se strinjam, ne, ampak hkrati smo pa lahko veseli, da so ga sploh naredili, ne? To je pa res, sam ni pa poceni. Ja, ni, ne. Osnovni je malo pod 64 jurjev, tale testni za skoraj vso dodatno opremo je malo pod 98 jurjev. Ni poceni, če hočeš biti med zvezdami, veš? Pa še s tabo. Ja. Ni poceni, ja, se pravi. Ja, tudi s tabo ni poceni. Ok, kaj pa ti rekel? Všeč mi je, da je kupé, se strinjam z vama, mi pa ni všeč ta plastika noter. Ne vem, zakaj Mercedes še vedno vztraja pri njej, ker deluje ceneno, pa velikrat poka in škripa. Mogoče na lepih nemških cestah ne, pri nas pa kar velikrat. No. Je pa lep, tle ni kaj, pa za moj okus je premalo športen. V redu, moja kaprica, ampak je. Je pa dobro, saj šel pol tudi AMG, ne? Ja, vem, sem pa ne bo 100 jurjev. Ne bo 100 jurjev.